Evo, Matej Fidošek, iskrene čestitke, prva zmaga na računu. Hvala, ja. Kaj naj rečem, ena težka tekma. Prvi polčas smo mogoče bili, za te 3 gole boljši, ampak videlo se, da smo v drugem polčasu malo trpeli, mogoče malo neizkušen, mlada ekipa, ampak sem zelo srečen, da smo na koncu uspeli, da smo pokazali karakter in najbolj pomembne 3 pike. Uvod ni bil ravno opetaven. Ja, spet smo prejeli hitri zadetek in zelo nam je bilo težko. Nekako smo se sicer pripravljali na to, danes smo bili kar o tem govorili, če prejmemo prvi zadetek, ampak vedeli smo, da ni to Španija, da lahko obrnemo in to se je videlo, da smo verjeli vsi skupaj in čestito bi ekipi celi za to. Tudi reakcija pa danes boljša, hitra. Ja, sigurno, rekli smo, da vemo, da Španijo ne moreš tako igrati na tak način, taki pressing, bi mogoče malo večkrat izpadli, imeli kakšne večje probleme, ampak z njimi pa smo mogli dati ta ritem, mogli smo iztiskati gori v pressingu, mogoče malo z fauli imeli nekih težav na začetku, ampak ja, danes se je obrnilo na našo stran in jaz mislim, da na koncu vseeno zasluženo zmagali z to podporo Stožic, tako da ja. Kako težko je bilo breme, dejansko to je bila tekma, ko je bilo treba zmagati? Sigurno, tako kot sem rekel, mlada ekipa, dosti še jih ni igralo na takem evropskem prvenstvu in ko moraš nekaj zmagati, je zelo težko. Vse se je videlo, v drugem polčasu smo imeli težave malo z organizacijo igre in vse skupaj, ampak na koncu 3 pike in to vse nekako moramo pozabiti, se pripraviti na zadnjo tekmo in iti sigurno pozitivno in probati zmagati še to zadnjo tekmo. Kaj že vemo o Belorusiji? Vemo, da je ena zelo dobra ekipa, vsi govorijo, da nimajo dobrih posameznikov, ampak mi vemo, tu so 2-3 igralci, igrajo v močni ruski ligi in sigurno moramo se pripraviti na njih, iti tako danes agresivno in na zmago. Danes je bilo tudi predsednica države, Nataša Pirc-Musar, na Instagramu objavila, da je prvič gledala futsal. Ste vedeli, da je na tribuni? Ne, jaz osebno ne. Ampak zelo lepo, spet so danes vsi navijači in cele Stožice pokazali, da jih rabimo, sigurno so nam dali v zadnjih par minut to energijo, ki smo jo potrebovali in tudi oni so danes zelo zaslužni za zmago. Kako bi povabil za četrtek? Jaz upam, da bojo v takem številu, kot je bilo proti Španiji, upam, da jih nismo takrat razočarali, zdaj smo jim dali spet malo mogoče neke energije, da se vrnejo vsi nazaj v Stožice in upam v takem številu, da pridejo vsi nas podpreti in pomagati v zadnji tekmi. Fidoškov predel bo pa verjetno poln. Ja, sigurno. Matej, igralec tekme uradno izbran, ste tudi v vaših očeh vi bili igralec tekme ali? Pa ne, jaz mislim na koncu, da nisem bil, sigurno bi si mogoče kdo drug to zaslužil nagrado danes, od vseh v obrambi, od strelcev, golov do asistentov, ampak danes sem bil jaz, zelo sem srečen in naslednjo tekmo upam, da bo nekdo drug še dobil to nagrado. Španija bolj kompletno kakovostna ekipa, pri Belgiji pa smo vsi opazili kapetana, ki je nekako ta točka njihovega napada, kako težko je igrati proti nekomu. Ja, sigurno, tu sta 2 igralca, Grelo in kapetan. Grelo vemo, da je bil ne vem koliko let v Španiji, bil najboljši igralec takrat španske lige, sigurno kvalitetni igralec, zelo in kar se tiče pa kapetana, pa vemo, da je zmes nekega, uličnega nogometa in futsala in to je zelo težko na futsalu pokrivati, tako da ampak na koncu smo danes vseeno še pokazali, da smo dobri v obrambi in da imamo igralce, ki lahko pokrijejo to na zadnji liniji, predvsem Igor in Žiga, tako da je bilo, kar se tiče tega, zelo dobro. Tomislav Horvat, verjetno se sedaj lažje diha. Ja, šele zdaj, koliko je od tekme, pol ure, 20 minut. Moram reči, da sem si oddahnil. Tista žoga, ki sem jo brcnil gor na tribuno, takrat sem si prvih 10 oddahnil, zdaj pa upam, da bom do jutra ok. Matej Fidošek je dejal, trpeli smo. Ja, trpeli smo, še enkrat bi pohvalil publiko nas je ponesla svojo energijo, da na koncu nismo prejeli tega zadetka za 5-5, enostavno je bila Belgija drug polčas boljša. Zdržali smo tisto prednost iz prvega polčasa, ki smo si jo nabrali, ampak to je futsal res. Vem, da so gledalci uživali, ampak mi, ki smo trenerji ob taki tekmi, res trpimo. Od začetka do konca, kako ste kot trener videl to tekmo?
Ja, bil je del prvega polčasa, kjer se je naša nervoza malo polegla. Nervozni smo, enostavno to je težko igralcem izbiti iz glave, enostavno je trema, nervoza prisotna, vsi želimo res ta dober rezultat. Publika je fenomenalna in upam, da zadnjo tekmo, bom rekel, večji del tekme ne bomo bili nervozni. Drugi polčas? Ja, naselila se je brezpotrebna nervoza, 5-2 smo vodili in enostavno igralci niso stekali tako kot v prvem polčasu in to se je poznalo. Belgija je prevzemala pobudo, imeli smo nekaj lepih priložnosti, nismo zabili, bom rekel, oni so zabili in bom rekel, publika nas je obdržala, da smo zmagali. A reakcija v drugem polčasu ob golu, ki potem ni veljal za Belgijo, kaj se je tam zgodilo? Ja, videl sem, da je žoga zapustila avt levo od mene, igralec njihov je pa izvajal desno od mene. Se pravi, takoj sem vedel, še preden je gol padel, da niso prav avt izvajali, ampak potem nisem vedel, lahko vzamem, kaj je pa gol padel, ok, potem sem pa takoj želel, da preverijo in na mojo srečo sem imel prav. O polčasu navodila igralcem? Ja, da ne bomo merni, nisem uspel, nismo bili merni, kar je, bom rekel, največja težava te ekipe, največja težava, to garantiram, če bi bili bolj merni, smo sposobni igrati res vrhunski futsal. Prihaja Belorusija? Ja, drugačna ekipa kot Belgija, ampak nič slabša. Na drugačen način igrajo, nimajo Rahuja, ki je genijalen igralec in ga je nemogoče v nekih situacijah pokriti. Morali se bomo zelo dobro pripraviti. Kako izkoristite te 2 dneva do četrtka? Ja, najprej se bomo zdaj malo podružili, Tejo dobo otroka, to je najpomembnejša stvar na svetu in zato mu čestitam tudi tle. Podružili se bomo malo posmejali, upam, da se bomo malo umirili, jutri pa že gremo v regeneracijo in pripravo na Belorusijo. Pa začnimo pri čestitki, po novem očka, občutki. Ja, se veste, verjetno tisti, ki imate otroka, da je to najlepši občutek, ki se ti lahko zgodi v življenju in jaz sem zelo vesel. Potrudil sem se po najboljših močeh, kar se je dalo, da sem prišel na tekmo, zbral sem svoje moči do zadnjega atoma in odigral to tekmo in na koncu zelo ponosen, da smo zmagali. Mogoče smo pogrešali vašo proslavo ob dosegu zadetka? Ja, ne vem, mogoče sem bil celo šokiran, nisem spovedal, nisem bil z glavo, ne vem, kot da sem odsoten, ampak nimam kaj. Jaz zmeraj proslavim za vse moje, ki jih imam rad, sploh pa za svojo hčerko. Sama tekma, kako ste sami videli, doživeli? Ja, turbulentna bi rekel. Začetek isto turbulenten, tako da malo začeli smo nekako, spet smo dobili gol, pobrali se, do polčasa povedali 5-2, potem pa spet nek krč v drugem polčasu. Ampak na koncu štejele zmaga in 3 točke. Selektor je nekajkrat omenil nervozo. Ja, mogoče mi, ki dobimo gol, ne vem, kar neka nervoza se vnese, ampak jaz mislim, da bomo to popravili do tekme z Belorusijo in šli bolj odločno v tekmo. Kaj nam boste pripravili za Belorusijo? Ja, to zmaga. Vedno je v planu zmaga, kdorkoli se igramo tekmo, tako da bomo videli. Zdaj se probamo čim bolj ohladiti glave, zanalizirati, kaj smo delali dobro, kaj narobe in analizirati še Belorusijo in iti po zmago. Če še vprašanje, ker je bil veseli trenutek, kako je bilo brzdati čustva na pripravah pa pred tekmo, ker ste vedeli, da se bliža ta trenutek? Ja, seveda, to je bilo tudi težko usklajevati. Non-stop moraš biti, non-stop moraš biti na trnih, kdaj te lahko pokliče, da si moraš biti pripravljen in non-stop biti v stanju pripravljenosti, da mogoče celo zapustiš priprave in greš v porodnišnico. Igor Sredkar, iskrene čestitke, prva zmaga. Ja, hvala za čestitke, izjemno pomembna tekma, izjemno pomembna zmaga za dvig iz psihološkega vidika gledano. Danes smo se dvignili, čeprav smo na koncu malo trpeli, ampak najbolj pomembno iz tega srečanja je to, da smo osvojili 3 točke, da smo v igri in da pričakujemo mirno naslednjo srečanje. Je bilo kaj slave v garderobi? Ne, v bistvu ne, ker se zavedamo, da še nič nismo naredili. Treba je biti miren, treba se umiriti in v naslednjem srečanju potrditi to uvrstitev v četrtfinale.
Selektor je prej omenil nervozo. Kako vi kot kapetan najbolj izkušen mož v ekipi čutite, vidite? Pa ja, to je čisto nekaj normalnega, da po vodstvu 5-2 dobiš 2 zadetka, sigurno se pač občuti ta nervoza, kajti srečanje je bilo izjemno pomembno iz velika stališč, tako da to je nekaj posebno normalnega, smo le navadni ljudje in sami sebe smo pripeljali v to situacijo, da smo bili nervozni tako mi kot publika, kot vsi. Mislim, da na naslednjih srečanjih se tega ne smemo enostavno dovoliti, moramo prej pripeljati mirno tekmo do konca. Ste sami čutili to težo tekme? Ja, sigurno. Mi smo se pred tekmo pogovarjali, kako izjemno pomembno je to srečanje, kako izjemno pomembna bi bila ta zmaga, da ostanemo v igri in nismo si smeli dovoliti poraza in sigurno nam ni bilo enostavno, ampak ponovno smo dokazali, da znamo, da zmoremo, da smo močni psihološko in karakterno, tako da res vse čestitke celotnemu moštvu, strokovnemu štabu in pa res moram ponovno pohvaliti izjemno publiko. Res neverjetno vzdušje igrati in upam, da je bila tudi svečana loža ponosna na nas, kajti vemo, da ponovno so bili eminentni gosti na srečanju, tako da nam igralcem to ogromno pomeni in pač probamo dati še tisto več, kar bi mogoče v nekih trenutkih ne bi dali, probamo dati še več. Belorusija? Ja, sedaj treba se prvo malo umiriti, treba je prespati, se dobro regenerirati. Čaka nas izjemno dobra ekipa, fizično izjemno močan nasprotnik. V obeh srečanjih so pokazali, predvsem proti Belgiji, da so bili boljši, čeprav so izgubili. Danes proti Španiji so pokazali, da imajo izjemno kvaliteto, tako da čaka nas eno res težko srečanje, ampak jaz verjamem v ekipo, verjamem v to moštvo in s polnimi stožicami ponovno v četrtek pozivam vse gledalce oziroma navijače, naj pridejo na nas, naj nam pomagajo, tako kot so nam pomagali te 2 srečanji in z optimizmom zremo naprej. Mogoče še malo o tem kapetanskem dvoboju, videli se, kako si rad pokril vloga kapetana, kakšna borba, predvsem v drugem polčasu, med vama. Ja, v bistvu pač moje največje orožje je sigurno obramba in v teh ključnih trenutkih sem probal ga zadržati. Vemo, da govorimo o igralcu, ki ima neke specifične lastnosti, mogoče ne tako futsalske, ampak v narekovajih rečeno uličarske, tako da to je zelo težko pokrivati, kajti ne boji se, pač riskira veliko, tako da to je nekaj čist kontra normalnih igralcev, tako da, ampak ja, na koncu mislim, da nam ga je uspelo zadržati, kljub temu, da je dosegel zadetke, ampak na koncu mislim, da je celotno moštvo bilo pravo in da smo v teh ključnih trenutkih zdržali. Dvakrat ste dobili gol takoj na začetku, kako se kaj pogovarjate o tem? Ja, sigurno, mi smo se že proti Španiji oziroma po tekmi pogovarjali, da se pač enostavno ne smemo tega dovoliti, potem pa se nam to ponovi, namesto situacija prej, da zadanemo oziroma dosežemo zadetek, smo ga potem v naslednjem napadu prejeli, ni enostavno, ampak ponovno smo pokazali, da pač s pomočjo publike nam lahko uspejo nekatere stvari in mislim, da je tudi z psihološkega vidika bilo pomembno, da smo prišli na 5-2, da smo vodili polčas z veliko razliko, ampak ja, pomembno je, da v teh srečanjih pripeljamo mirno tekmo do konca. Mogoče samo še v zadnji minuti, kako težko je bilo ven na igrišču, nam na tribuni je bilo zelo težko? Ja, v bistvu je bilo težko, čez glavo ti grejo neke misli o nekem negativnem rezultatu oziroma upaš, da ne boš prejel zadetka, kajti vrti se ti cela tekma, v tistih 2-3 sekundah se ti vrti, zavrti se ti vse nazaj. Kakšne priložnosti smo zapravili, prej bi morali tekmo pripeljati do konca, ampak na koncu smo zdržali, vrgli smo se, metali smo se po parketu in mislim, da povsem zasluženo zmagali. Če Perko nima več, lahko končamo. Mogoče še danje posebno veseljo glede tega, kot kapetan ima takšen ritual poseben, ko pri takih veselih dogodkov značilen cilj? Ja, v bistvu imamo bila je kar težka situacija za tega. Vemo, kako zelo pomembno je to, ko pričakuješ otroka, tako da čakali smo ga, čakamo ga, tako da te je ponovno pokazal, da je pravi borec in sedaj se bomo sigurno malo poveselili. Mislim, da nam bo tudi selektor dovolil, da smo malo dlje po konci, ampak ne preveč, kajti čaka nas v četrtek že zelo pomembno srečanje, ampak tak dogodek pa le moramo malo proslaviti.